Tle je prav v centru vasi Javorje. Evo, dajmo. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Danes vam bom pokazala 4 najpomembnejše kamne Poljanske doline. Z možem se nahajava v Poljanski dolini, bolj natančno v Hotavljah, mož kolesari, jaz pa se sprehajam in raziskujem okolico. Te se pride lahko po mojem čez dol do reke. Poglejte, koliko je lepo. Te se daje tu vodo, malo posončiti. Nastanjena sva v gostilni Lipan, ki je tik ob glavni cesti v Hotavljah, kar pomeni, da je odlična izhodiščna točka za raziskovanje in različne izlete tu okoli. V teh krajih mi prvi od kamnov pade na pamet Marmor Hotavlje. Podjetje se je usmerilo v prestižno proizvodnjo, izdelujejo pa predmete za ladje, hiše. Njihovi kupci pa so tudi predsedniki velesil. Je pa tako, ko pomislimo na marmor, pomislimo na nekaj lepega in bleščečega. Je pa občutek prav en tak poseben, ko se sprehajam tle pred kamnolomom, med temi gmotami kamna in ugotovim, kako je kamen predmet občudovanja. Hotavljski marmor je en tak poseben in tazga ne najdemo nikjer na svetu. Ima tako posebno barvo, od svetlo-sive do temno-sive, rožnate in škrlatno-rdeče. Razne vaze, sklede in drugi dekorativni izdelki so seveda narejeni ročno in skrbno s strani kamnoseških mojstrov. Poleg dekorativnih izdelkov izdelujejo tudi ploščice pa okenske police iz granita. Tako da v bistvu vam naredijo vse, kar želite. Jaz grem vse skozi ob reki, na drugi strani je glavna cesta, ta stranska cesta je pa zelo mirna in nobenega prometa, razen kakšni kolesarji. Jaz sem prišla zdaj do Gorenje vasi in potem bom na koncu zavila desno. Tukaj sem zdaj zavila desno, do cilja, kamor sem namenjena, mi kaže še 3 kilometre. Naš cilj pa je drugi kamen in to je Mlinski kamen.
Tu v Poljanski dolini je kar precej teh mlinov in žag. Mi si gremo ogledati še delujoči mlin. Eden redkih delujočih mlinov je na Žirovskem vrhu, njegova zgodovina pa sega v 18. stoletje. Ura je 11:15. Vroče, vroče, vroče. 28 stopinj imamo. Se mi zdi, da je bilo 40. Sam je pa pot čisto super. Tle še senca. Ja, se če grem na Žirovski vrh, je že prav, da se pot uspenja. Do mlina imam še 1,5 km, v katerem lahko kupite kakovostno moko, pšenični zdrob, ješprenj in druge take domače reči. Na domačiji pa pečejo tudi kruh in pa razno pecivo. Bomo videli, kaj od tega se da dobiti. Pa bomo malo sprobali. Čin, čin. Tukaj vidimo cel hrib praproti, ki pa jo uporabljajo tudi za steljo pri domačih živalih. Raste na svetlem, ob gozdovih in ni neka zahtevna rastlina za vzdrževati. Oziroma ne potrebuje dosti vlage. Pot pa me zdaj pelje po makadamski poti. Navigacija pa kaže, da je prav. In da imamo še 900 metrov. Če sem šla desno, pa ne vem, upam, da je prav. Ali pa ne. Ojoj, kam sem jaz zabluzla? Navigacija mi nekaj štrajka, ampak druge poti ni bilo. Ne vem, ali pa bi mogli še čist dol, zavij desno gor, ne vem. Ne vem, nekam že pridem. Sem prišla nekako nazaj, blizu te prave poti. Mislim, da bo okej. Prva hiša se je prikazala. Tako da ja, mislim, da bi to znal biti tudi mlin. Bomo videli, grem pogledati. Ja, lahko bi bilo tudi tle. Ne vem. Lejte, točno ta hiša. O, super, da smo našli. Tle bomo pozvonili, da nam kaj pokažejo. Ta je bel kamen. Ja. In tle ne moreš polnovredne moke narediti, ker ne drobijo otrobov, ta jih sam posname in grejo so bili take velike otrobi, polka pridejo ven. Ka ta pa vse zdrobijo, ne tudi otrobi. Kaj bo ostar kamen. Ta je pa črn.
Tope. Ja. Za luščenje ječmena pod prosa, za prosejeno kašo, pa za ješ prej. Tule bo lušč, pol se pa preseje. Hvala. To je bila zdaj domačija Karlovski mlin. Grem počasi nazaj v dolino. Šla bom pa prav po isti poti, tako da ta bo najbolj 100%. Bom nehala zdaj snemat, da se nekaj vsujem prav. Se vidimo nižje dol v dolin. Kar drsi po tem listju. Jaz sem zdaj prispela že v dolino, tako da sem kar hitro premagala ta gozdiček. V bistvu sem naredila 1 kilometer. Zdaj vam bom pa pokazala tretji kamen. To je dolomit, Polhograjski dolomiti. Jaz vedno, ko pomislim na dolomite, pomislim na italijanske dolomite, ampak jih imamo tudi mi. Polhograjski dolomiti so kar precej veliko območje, raztezajo pa se od Poljanske doline pa vse do Ljubljane. Poglejte, kakšna suša je. Čez se je uvelo. Ja, zdaj pa konc makadama in smo na asfaltu. Po makadamu in po gozdnih poteh je kar precej bolj prijeten hoditi, kakor tolčt asfalt. Četrti kamen, pa veste, od kje je prišel? Iz vesolja. Evo ga, tle je, prav v centru vasi Javorje. Ta meteorit je prav v centru vasi Javorje, to je nad Škofjo Loko, bil pa je najden leta 2009. Gre za tretji najden meteorit v Sloveniji, je pa to največji, pa tudi najtežji meteorit in tehta skoraj 5 kg. Prav z te strani pa vidimo, kako so ga prerezali. So imeli kar težave s tem prerezom. Prerezali so ga pa zaradi analize in da so en kos vzorca dobili. Tukaj blizu meteorita je tudi meteoritkova pot, dolga okoli 45 minut. In pridete prav do tiste točke, kjer je bil ta meteorit najden. Ta meteorit, ki smo ga videli tukaj, ni prav tisti original. Menda je iz stiroporja. Ta prav meteorit ne bi imel lastnik shranjen in ne pove, kje. Druga zgodba, original, ta meteorit ne bi on prodal. Zdaj imam pa še 15 minut do nastanitve oziroma do gostilne Lipan. Ja, na tej točki bi jaz današnji video tudi zaključila. Ratalo je 18.000 korakov, tako da je bil kar en lep sprehod. Sicer pa hvala za vašo pozornost. Pejte tudi vi na kak sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!